A prisluhnimo še enemu odlomku iz knjige, tokrat znanemu jezikoslovcu, slavistu, dialektologu, etnografu in tako dalje, Pavletu Merkurju, ki je edini izmed intervjuvanih, ki ga žal ni več med nami. Prosim. Torej, ta intervju z gospodom Pavletom Merkurjem sem imela več intervjujev, tudi enega zelo, zelo dolgega, za 70.000 računalniških znakov, to sem si zapomnila, za Novo revijo, kjer sva se sprehodila skozi njegovo življenje. V knjigo pa sem uvrstila zadnjega, ki sva ga imela, preden je na žalost umrl, in moram reči, da sem ena tistih, ki ga še danes pogrešamo. Narejen je bil ta intervju leta 2012 in to novembra. Oktobra so se kot običajno sklenili Kogojevi dnevi, mednarodni festival sodobne glasbe, in to v Trstu. Tokrat z zborovskim poklonom tržaškemu skladatelju Pavletu Merkurju ob njegovi 85-letnici. Na koncertu v Tržaškem slovenskem gledališču je pevski zbor Slovenske filharmonije predstavil prerez bogatega skladateljevega opusa posvetnih in sakralnih skladb ter znamenitih priredb ljudskih spevov. Pavleta Merkurja zaradi težav z zdravjem na koncertu ni bilo. Nas je pa po njem prijazno sprejel na svojem tržaškem stanovanju v ulici Rossetti. Ne, nismo se pogovarjali samo o glasbi, saj je Merkur počel v življenju še marsikaj drugega. Vrsto let je pa v slovenščino na tržaških višjih srednjih šolah, bil glasbeni urednik na slovenski postaji Radia Trst A, preučeval je kulturno izročilo Slovencev v Italiji, nabiral ljudsko blago po Reziji in Beničiji, raziskoval tudi krajevna imena in priimke, pisal knjige in vselej in povsod, kot se rad krepko pošali, scal proti vetru. Ampak nisem bil edini, imam nekaj dobrih pajdašev na različnih straneh, v smehu doda. Gospod Merkur, kdaj ste napisali zadnjo skladbo? Leta 2004. In to, kakšna ironija usode, tišina, il silencio, za otroški zbor in flavto. Na besedilo mladega dekleta, ki je ustvarilo 7 preprostih verzov in dobilo nagrado. Če bi znali znameniti pesniki pisati tako. Od takrat živite v glavnem tišini? Ne morem več poslušati svojih skladb, ki jih znam na pamet. Slišim pa jih z notranjim ušesom, ki pri skladatelju ne more usahniti. Več kot desetletje sem bil glasbeni urednik na tržaškem radiju in ne bom menda še zdaj poslušal vedno istega Beethovna, Mozarta in tako dalje. Danes poslušam, če jo dobim, samo še kakšno ploščo mladih skladateljev, ki jih še ne poznam. Radija sicer ne poslušam, to je bilo nekoč moje delo, služba, in nočem več delati. Televiziji pa sem se moral zaradi neozdravljive bolezni oči, ki počasi napreduje, odpovedati že leta 2004. Avta ne vozim že 15 let, tudi plezat ne hodim več. Kam ste hodili plezat? S Primožem Ramovšem, ki me je učil prostega plezanja, sva hodila v Julice, v Zahodne Alpe. Kolikokrat sem ga slišal Ramovša: Pavle, če ne boš naredil pravilno tega koraka, si mrtev. Veste, v mojih žilah tečejo 4 vrste krvi in menda se ne bodo borile med seboj. 4 vrste? 5 osmink je slovenske krvi, po materini strani pa 1 osminko furlanske, italijanske in češke. Le da so ti Čehi, ki so se priselili v Tržič na Gorenjsko, že bili ponemčeni. Zato sem svojo babico govoril do njene smrti samo nemško. Še danes znam, nisem pozabil. Sploh pa, in to je spet ironija usode, ne pozabljam dejstev, dogodkov, ampak imena. Imena, ki so bila dolga leta predmet vaše raziskovalne strasti. Ja, poznal sem preveč ljudi, se ukvarjal s preveč stvarmi. Nisem človek, ki bi od prvega do zadnjega dne opravljal eno samo delo. Počel sem vse, kar me je zanimalo. Moja glavna lastnost je radovednost.
Pri Mladiki ste izdali drobno knjižico, priročnik 1300 primorskih priimkov. Kaj pa je z vašo obsežno raziskavo z tega področja? Knjiga je v tisku in bo imela čez 500 strani, vsebovala bo priimke, vzdevke, osebna imena, imena krajev in hvala Bogu, da sem imel od začetka to zamisel, drugače bi bilo delo manj popolno, poklice. Kajti ogromno priimkov izvira iz poklicov. Je vaše delo omejeno samo na Trst? Tako je, na Trst, ki je bil mesto z obzidjem, znotraj katerega je živelo 5000 ljudi. In jaz sem ugotovil vse podatke za več kot 4000 ljudi v obdobju od leta 1307 do 1406, torej za eno celo stoletje. Se vlečejo ta imena tudi v današnji čas? Tudi, a bolj malo, kajti Trst, to obmorsko mesto so ljudje, v to obmorsko mesto so ljudje prihajali in iz njega odhajali. Ko sem se leta 1959 priselil v to četrt, kjer živim še danes, je bilo to mirno, lepo, meščansko okolje. Danes je to tretji svet, v katerem živijo v razdalji 200-300 metrov Romi, Srbi, Kitajci, Afričani. Danes je v Trstu več Srbov kot Slovencev, kmalu bodo prevladujoči. Jih je že slišati, že zahtevajo. Veste, Srbi so nacionalisti. Ko ste se v Gorici takoj po vojni vpisali v zadnji razred slovenskega klasičnega liceja, menda sploh niste znali dobro slovensko. Le za silo, kakšno besedo. Če bi starši doma z mano in z mojim 2 leti in pol mlajšim bratom govorili slovensko in bi jim midva to povedala, bi takoj izgubili službo. Morali bi si, kot številni očetovi prijatelji, izseliti. Zato so z nama govorili italijansko, sorodniki z mlekarico, s Perico in z drugimi, ki so prihajali v hišo, pa slovensko. Tako otroci v šoli nismo mogli reči, da govorimo slovensko. Mati je naju z bratom začela doma učiti slovensko, ko je brat dopolnil 13 let in je že bil zmožen konspirativnosti. Z njo sva brala učbenike za otroke in morda kakšne Kosovelove poezije, ker smo bili z družino Kosovel prijatelji. Zato sem eden redkih, ki izgovarjam ta priimek pravilno, namreč Kosovel, z naglasom na zadnjem slogu. Kosovel. Živo se spominjam, da je najmlajša Srečkova sestra Tončka na moje vprašanje, kako se prav naglaša, rekla, da njihov oče, učitelj, tistemu, ki ga je nagovoril z naglasom na prvem zlogu, torej Kosovel, sploh ni odgovoril. Kosovel, veste, je tisti, ki vleče koso. Na steni vidim tudi portret skladatelja Marija Kogoja. Z njim ste se veliko ukvarjali. Kogoj je bil sin Slovenca in italijanske prostitutke. Sam sem dobil dokumente iz Tržaškega urada, ki to dokazujejo. Ulica, kjer je nazadnje stanovala, namreč točno pove, kaj je bila. Kogoj je bil shizofrenik, matast po naše. Kdo vam tiska zajetno knjigo o imenih in kdaj bo izšla? Tiska mi jo založnik iz istega poslopja, v katerem je Tržaški državni arhiv. Gre za neke vrste akademijo znanosti, v katero se ne moreš vpisati, lahko si le izvoljen. In med 60 stalnimi člani so 3 Slovenci, med njimi sem jaz tretji. Ker preučujejo tržaško zgodovino, je bila moja dolžnost, da dam knjigo v tisk njim. Seveda bo izšla v italijanščini. Samo knjigo o ljudskem izročilu, ki sem ga zbral, sem izdal dvojezično. Na očitke, zakaj sem to in ono pisal v italijanščini, ne v slovenščini, odgovarjam, če bi me prosili Slovenci, bi napisal tudi zanje. In na pripombe, zakaj sem dal določene dokumente italijanskemu arhivu, pripominjam, da bodo tako Italijani brali tudi slovenska pisma in članke, medtem ko italijanskih v Ljubljani v glavnem ne. Bo to vaše zadnje delo, ki bo izšlo? Ne, sem pa imel z njim 10 let zamude, ker je moje delo prekinila huda ženina bolezen. 2 leti in pol sem jo sam negoval doma,
Tako je namreč želela, ni hotela pomoči tujcev, pa tudi otroka, hčerko in sina ni marala vpletati. Ustregel sem ji, ker sem jo imel rad. To je zdaj moja predzadnja knjiga, zadnjo sem izročil prijateljem, da jo izdajo po moji smrti, ker nočem, da se name jezijo ljudje, ki jih omenjam. Je torej avtobiografska? Gre za kratek življenjepis, 10 poglavij, v katerih sem popisal samo pomembne reči in poravnal račune.